Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zadnjič sem gledala eno statistiko, zelo me je presenetilo. Vedno več ljudi išče pomoč pri ljudeh, ki prodajajo meglo, pri ljudeh, ki za svojo storitev zaračunajo, pa pri tem ne uporabljajo nobenih materialov v smislu fizičnih materialov, ki bi jih morali kupiti. In vemo, takim lahko velikokrat rečemo tudi šarlatani, pa še marsikakšno drugo ime imajo. Ampak vendarle, pustimo zdaj to. V oddaji Klepet ob kavi zares ustvarjamo že 6 sezon in gostili smo različnejše goste. Danes bomo govorili o tem, ali bi morali terapevti, zdravilci, tisti, ki imajo ali pa nimajo, odvisno kako gledate, neke drugačne sposobnosti, paranormalne sposobnosti, ali bi morali zaračunavati za svoje storitve ali ne. Nekateri pravijo odločno ne, kajti to so darovi in darila, ki jih je ponudil Bog in zato naj se ne zaračunava. Medtem ko drugi pravijo, ja, zakaj pa ne? Zakaj pa torej ne bi zaračunaval tega, saj tudi gradbinec zaračuna za svoje delo, ko tam prelaga pa gradi cigle in vse ostalo. Imamo pripravljenih kar nekaj izjav. V moji družbi pa dva, ki sta rekla, da se bosta danes spustila s ketne, ne? Brez zavora. Roman, lepo pozdravljen, dobrodošel, in pa Aleksandra. Roman, ti imaš ogromno, zelo široka znanja in nabrit jezik, bom rekla tudi, a ne? Nasrat se me ne da. To. Aleksandra Drole pa je karmična svetovalka, tista, ki ima tudi nadnaravne paranormalne sposobnosti in zna brati recimo kaške zapise in podobno. No, preden se bomo tukaj ustavili, pa dajmo pogledati, kaj je na to tematiko, ali bi lahko zdravilci, ti ljudje, nekaj zaračunavali za svoje delo in na kakšen način, torej po kakšnih cenah. Tole je odgovarjal Marjan Ogorevc. Osebno menim, da neka prava cena, zdaj kaj je to prava cena, o tem bi se lahko pogovarjali, ne, je potrebna, da bi ljudje resno jemali zadeve. Jaz namreč poznam veliko primerov takšnih, ki sem jim naredil zastonj. Ti ljudje niso to resno vzeli, niso naredili nobene sprememb in potem, torej, ker vedo, da lahko vedno pridejo k meni in jim vedno znova pomagam. Torej, mora biti neka prava cena. Seveda, ljudje pogosto ne razmišljajo v tej smeri, da sem jaz ali pa moj kolega, ki se razvija 30 let vlaganja, 30 let učenja, prakticiranja, vse to, da ta cena vsebuje tudi teh 30 let razvojnih in da je potrebno vložiti v to, ne? In vsaj, če nič drugega, cena tako zahtevne terapije, kot je karmična diagnostika, kjer se iščejo vzroki, ker se v ljudi vodi skozi proces, bi morala biti vsaj 2-krat večja od masaže. Torej, masaža je fizično naporna za terapevta, vendar masaža ne potrebuje toliko znanja, ne potrebuje toliko veščin in sposobnosti skomunicirati, najti vzroke in jih pomagati razrešiti. Torej, Marjan je povedal, zadaj je 30 let izobraževanja, raziskovanja in pravzaprav vsega ostalega, ki sicer ni neko uradno izobraževanje kot tako. Roman, ti pa si takoj vprašal Aleksandro, da vidiš, do kje seže, kakšna je njena izobrazba. Ne, jaz sem tebe vprašal. A ja, mene si vprašal. Ja, zato, ker jaz ocenjujem, koliko znanja ima človek, da se sploh lahko pogovarja, ker obstaja nek fenomen Dunning-Krugerjev efekt, ko ljudje toliko malo vejo, da tudi ne vejo, koliko so butast. In eno minimalno znanje treba imeti, osnovne koncepte filozofske, epistemološke, psihoanalitične treba upoštevati, da človek sploh ve, do kam mu pamet seže. Človek, ki pa čist nič ne ve, ta pa bluzi ponavadi na krilih svoje psihopatologije, ki je v svojo jedro psihe naselil skozi otroštvo. A pa znaš Dao De Jing?
Mislim, in Lao Tseja. Napisal je, da poznam tisti... Kanta, pa Freuda. Okay. Tisti, ki ve, da neki ne ve, da je včasih modrejši, kakor ki ve, pa misli, da ve. Ne, vem, da nič ne vem, drugi pa še tega ne vedo. Okay. Roman, ali ti, glede na to, da si zelo na realnih tleh, da se te ne da nasrat, pa tako naprej, ali ti verjameš sploh v to, da obstajajo ljudje, ki imajo neke sposobnosti, s katerimi lahko drugim pomagajo? Ne gre za to, ali jaz verjamem ali ne. Jaz vem, da takih ljudi ni. Jaz preprosto vem. Pa vem, da je nemogoče vedeti. Ne? Kljub temu, da znam metodični dvom upeljati v svojo vednost, vem, da so to pacienti, ki si domišljajo, če grejo psihiatru, dobijo diagnozo, šizotipska motnja in grejo na tablete. Aleksandra, ko dobiš tako osebo recimo v obravnavo, ko pride k tebi po pomoč, kako dejansko reagiraš? Veliko je ljudi, ki razmišlja na takšen način, pa potem mogoče spremeni razmišljanje, ko pridejo hude ure v njegovem življenju, ko gre kaj narobe. Kako sama gledaš na to? Se počutiš napadeno, užaljeno? Nikomor nič ne vsiljujem, nikogar v nič ne prepričujem. Se pravi, prvo je, ali me on mene išče, ali jaz njega. Recimo, težko je, če imaš v krogu domačih tako trmastega sorodnika, da veš, da bi mu lahko pomagal in on odklanja. Tle moraš, mislim, eno je tista notranja želja, sem avtomehanik, lahko popravim tvoj avto, hočem reči, karkoli ti leži na duši. Ampak, če ti meni ne pripeleš tvojega avta, ga ne morem tikati, nimam nikakršne pravice. Tlele, recimo, ta prvo ocenim ljudi, iz kje izhaja. Ali izhaja iz občutenja, ali izhaja iz ega, ali iz duše, ali iz razuma. In mi smo preveč navajeni soditi ljudi po razumu, kako razmišlja. Preveč so nas dobro natrenirali v šoli, mislim, ni bilo nič preveč, kar se tiče izobrazbe, sem takoj za more biti šola, moramo imeti knjige, moramo biti besedno se znati izraziti, sicer se tudi izraziti ne moramo. Recimo, ne moreš reči enemu, jaz to energijo tam okrog, ne vem česa, je pa nekaj narobe. Se pravi, moramo imeti en besedni zaklad, ki smo se ga naučili, priučili. Ampak ljudi, ki so non-stop v glavi in razumsko, analitično razumejo, se ti mogoče niti ne predajo, ne prepustijo in tako mu že vnaprej veš, da mu boš skoraj ne moreš pomagati. No. Roman, spoštujem tvoje mnenje, da praviš, da ljudje, ki imajo paranormalne sposobnosti, ki imajo nekaj več, ki te lahko pozdravijo in tako naprej, da to ne obstaja. Ok, v redu. Ampak kako bi poimenoval efekt, ki ga ljudje doživijo, ko grejo enemu zdravilcu in se zadeve postavijo in tako naprej? Je to placebo efekt? Ja, itak. Ampak tudi, če je placebo efekt, pa ni to super, da je placebo efekt. Res je. Torej imajo ljudje neko vrednost, če te lahko naseljajo, hvala Bogu. Res je. In če so ljudje toliko glupi, da to plačujejo, kar naj plačajo. Ampak če dobijo efekt, praviš, da je placebo, ampak vse gre efekt je. Sej zato, recimo, ko se snuje že 10 let zakon o mentalnem zdravju, kjer bojo šarlatani ala tudi ogorevc zgubili možnost, da govorijo nebuloze, kot ti govorijo. Ampak jaz sem rekel, da niso problem šarlatani, problem so slabi uradni psihoterapeuti. Teh je bistveno več in večjo škodo delajo dobri licencirani psihoterapeuti kot šarlatani. Ravno zaradi placebo efekta. Kolikor jaz razumem, bi ti te ljudi, ki pravijo, da imajo te sposobnosti in tak naprej, kar najraje zaprl na psihiatrijo. Ampak zdaj smo ugotovili, da vendarle ti ljudje, tudi če so samega sebe naplahtali, da to znajo, ljudem pomagajo, dajo jim en efekt. Govorim zdaj, nekdo je psihotičen, ta rabi tablete pa zaprt oddelek, dokler se ga ne pozdravi iz akutne psihoze. Tudi nekaj takih ti tukaj gostiš. Obstaja pa šizotipska motnja, ki je motnja neke osebnosti, to pa niso za psihiatrično kliniko, morajo hoditi na psihoterapijo, mogoče tablete, ampak ti fanatični, ki verjamejo v svoje sposobnosti, s svojo prepričljivostjo, se pravi na krilih svoje norosti, znajo učinkovito nekomu prati možgane tako, da mu to pomaga skozi finto placebo efekta. In so koristni
nekoga celo predrugačijo, en psihoterapeut slab tega ni mogel, ampak če bo to šlo množično, pa če bodo te prevladovali, ker obstajajo druge države, ki imajo zakonodajo urejeno in take šarlatane tožijo. Ne, v eni Srbiji je en Miroljub Petrovič, ne, s temi fintami, energijami, vsem tem deluje, par ljudi je umrlo in zdaj ga tožijo. Se bo nekdo, rekel, s pravom lotil šarlatanov, bojo tako popušili, da bo glava pekla. Ker uradna psiha... Malček čutim ta lov na čarovnice zdaj med vrsticami. Ne, gre za lov na norce. Lov na norce. Norci ne morejo biti v eni državi prosto šetajoči, ker perejo možgane tistim ovcam, ne, in Banana Republika to tolerira. Ampak vendarle sva ugotovila, da ti ljudje vendarle komu pomagajo v tem smislu, da spremenijo način življenja, da začnejo razmišljati drugače, da ne jemljajo stvari osebno, da najdejo nekaj drugega. Kakšni so efekti, recimo, Aleksandra, ljudi, ki pridejo k tebi, ki se, ne vem, mogoče neka ženska vedno enega in istega partnerja dobi, zdaj vedno enim in istim težavam. Ja, recimo mi ljudje, kar se tiče pranja možganov, vsi nam perejo možgane. Že to prvo, ko sem se jaz rodila, za razliko od otrok, sem jih jaz rodila, mene so od mame odstranili. Ko sem jaz rodila otroka, je bil zraven mene. Baby room so rekli, da mora biti zraven mame. Se pravi, že uradna medicina je čez toliko let, 30 let, rabila, da je vštekala, da obstajajo energije, da moraš biti z otrokom blizu, ne ga dati na drug konc hodnika pa spati v miru. Se pravi, te energije in ta znanja bojo čez 30 let šele začela... Ja, že zdaj se je začelo, dosti se je izboljšalo. Recimo, nas so v šoli, mojo babico so v šoli lahko tepli, nastavi roko, šrsk. Mene so lahko zmerjali s kozo, živalmi, brez heca. Jaz imam zdaj blizu 50 let, da se zastopijo, ker eni pravijo, da izgledam mlajša. Vsekakor se strinjam. To je tudi za voljo dobrih energij, ki jih gojim, vzgajam. Ker sem si uspela oprati možgane, ki sem jih imela že prej toliko prane. Nam so v šoli prali možgane, da smo za nič, da smo nič vredni, da smo koze, da smo neumni, da smo in to uradni učitelji, uradni. Moji mami je doktor rekel, ti imaš podgano. To je pomenilo raka, še huj. Ti ne boš nikoli zanosila, sicer je imela partnerja, ki ni bil ploden, ki je preživel mumps prej, ne pred mojim očetom. Se pravi, kaj je? Glavno, vsi so bili šarlatani, učitelji, šalabajzeri, vse bi bilo treba skuriti na grmadi, če smo že na tem koha kuriti na grmadi. Vsem, ki so nam povzročili travme, travme so najhuj, ki jih otrok doživi že od maternice ven, recimo do 7. 8. leta starosti, ki se gradi osebnost. Ampak kaj je bistvo tukaj? Bistvo tukaj je, da je treba upoštevati racionalni in dušo in občutke. Se pravi, če nekomu povzročiš psihično bolečino, da ga zmerjaš, kritiziraš, obsojaš, da mečeš ven imena in pljuvaš čez njega, si sam sebe pljunil. Karkoli narediš, komerkoli si naredil sebi. Ok, Aleksandra, ti zračunavaš za svoje storitve? Absolutno, ne pa vsem. Dobro. Si se kdaj počutila mogoče krivo zaradi tega? Krivo sem se počutila takrat, ker nisem zaračunala. Vam povem po resnici. In parkrat sem se počutila krivo, ker sem pelala mimo štoparja, parkrat sem se počutila krivo, ker sem šla mimo klošarja, ker sem imela denarnico v torbici, tako da nosim drobiž v žepu, zato ker sem se preveč bala sred množice iskati mojo denarnico in raj nisem dala tistega 2-3 evre nekomu, ki nima. Recimo, enkrat se počutiš, zmerom se počutimo krive in to je tudi spet so nam usilili, zmerom si kriv. Kriv si, če delaš zastonj, kriv si, če pobiraš denar od ljudi, zmerom si kriv, a nikoli ni nič prav. Bi se strinjal s tem, Roman? S čem? To zdaj govori kot branjevka na trgu. To je diskurs na seljački način. To je klepet ob kavi, če sem prav zastopila. Jaz ne vidim nobene kave tukaj. Dobro, jaz znanstvenik, jaz sem mi čutimo z dušo, ne, to je duša je verovanski koncept. Torej, duša ne obstaja? Obstaja duševnost. Znanost, ki proučuje duševnost, je psihologija, psihoanaliza. Vsi ostalo neki štrikajo z neko intuicijo, brez osnovnih konceptov. Torej, intuicija ne obstaja? Obstaja, ampak intuicija ima definicijo. To je prodor nezavednih znanj v zavest. To je intuicija. Znanja in izkušenj iz tega in prejšnjih življenj. Mislim, se jaz zdaj čutim, kot tam v Faktorju s Šiškotom, kot po bontonu ni znal biti tiho.
Glejte, kadar jaz govorim, boste vi tiho, če imate bonton. Mislim, nič ne ve, ne? A ste vi kdaj bili pri psihiatru? Vam je dal kako diagnozo? Ja, ja. Pa dajte do Je konca prišel on do tablete mene, na kavi se sva bila. sterapirati. Ok, torej, če gremo, Mi je dal se diagnozo, pravi, Jaz pa ne bom. duše torej ni, obstaja pa vendarle duševnost. Seveda, in ima svoje zakonitosti. Okay. In ljudje smo v svojem znanju napredovali v eno stratosfero. Ene znanstvene teorije so legitimne, če se jih da spodbijati. Tem je rekel Karl Popper, da je neka teorija znanstvena, če druga znanstvena teorija kontrateorijo lahko postavi. Ja. Ne, ona pa govori na enih verjetih. Okay. Se pravi, vse, kar obstaja na tem svetu, je snovno in to lahko izmerimo, stehtamo in uporabimo različne Ne moramo merske vse sisteme. zmeriti pa stehtati. Ok. Ampak treba se filozofsko zavedati, da po Kantu recimo je resnica neulovljiva. Mi končnega spoznanja ne moramo ujeti. Dobro. Ne? In od tukaj naprej, če se zavedamo, da je spoznanje nemogoče, se z nekimi znanstvenimi pristopi, z nekimi eksperimenti lahko pogajamo, pa probamo enemu drugemu dopovedati skozi eksperiment, ne pa na podlagi nekega šizofrenega verjetja, neke gradove zidamo v oblakih brez nekih osnovnih temeljev. Pravna Evo. država mora to sankcionirati. In še marsikaj drugega. Poglejmo, kako je na tole vprašanje odgovoril naslednji gost, koga bomo izbrali, kar nekaj imamo tega pripravljenega. Poglejmo torej Robert Lauter, kaj pravi. Če ne težiš k finančni neodvisnosti ali pa nisi finančno neodvisen, pomeni, da nisi spiritualen, duhoven. To pomeni, da ne veš, kje živiš. Denar kot tak, se pravi, je energija, ki je nevtralna. Se pravi, ta moment obstaja in prinaša, kar je najbolj pomembno za človeka, se pravi, da dojame to svobodo. Se pravi, da denar v bistvu je enakovreden svobodi človeka in da njegov karakter pa določa, zakaj bo porabljen, za dobro ali za slabo. Tole je povedal gnostik Robert Lauter, ki je tudi sebi precej spremenil življenje in tudi pomagal drugim na svoje načine. Roman, kaj pa to, da vsak ima svoje sposobnosti, vsak ima svoje spretnosti in vsak lahko nekomu pomaga na drugačen način? Ker sebi ne more pomagati, pa hoče pomagati drugim. Najdete prvo na terapijo, se sterapira, predrugači svojo psiho, pa mu ne treba zdaj drugim pomagati, ker sebi ne more. To je klasična paradigma v psihoterapiji. Ampak psihoterapeuti morajo iti na supervizijo. Oni morajo pogledati, kaj jim smeti po lastnem otroštvu. Ampak pravijo, da tudi psihoterapeuti postanejo zato, ker imajo sami sabo težavo. Res je, res je. Ti si sebe pozdravil? Jaz sem tako harmonično otroštvo, da sem jaz kot trdna osebnost, da se me ne da sesut. Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem človek z veliko pisano, da sem osebnost, ne zgolj oseba, imam neka znanja. Jaz sem se recimo odrekel doktoratu, ker si nisem institucionalno pustil prat možganov. Izpite sem pa vse naredil. Aleksandra, iz katerega nivoja bi rekla, da je Romanov način komunikacije, glede na to, da znaš brati tudi akaške zapise in podobno? Jaz sem pa gledala njegovo dlan med tem, ko je govoril. Ja? Sicer nisem ulovila dosti, pa tudi ne bi se rada tepla z njim po vdaji. Ja, zato ker ona zna brati z roke. Lejte, kam imate pa vi pa ste eni Dajte še vi meni pokazati vašo, dajte še meni pokazati, zdaj se pa lahko dotakneva. Kaj pa zdaj čutite? Vašo norost. Zdaj pa probite s srcem čutiti, ne z glavo. Srce je za kri poganjati po glavu. Bravo, to je organ res, ki poganja kri. Dajte ga hecati, no. Imamo tudi čustveno pa duhovno srce. Zdaj noter so čustva. Ja. Misli, ki imajo libidinalno investicijo. Malo pogod, da imamo moške. Moški so najboljši, šahisti, celo kuhari, moški so izumili raketo za na luno, moški naj bi predstavljali razum, ne? Ampak govorimo o moški energiji, ki je tudi v ženskem telesu, se pravi, če midve ne bi bile za biznis, se pravi, če ne bi imele razum, logike. Rabimo moške in rabimo ženske, ali? In rabimo moško energijo in rabimo žensko energijo. Po večini moških je tudi nekaj ženske energije. Samo gospodu pač prevladuje. Je ta prav dec. Preveč norosti skrajnosti. se ne da
naseliti v glavo, ker so preveč pametni. Težko je obsojati. Mi bomo Ne obsojamo. nadaljevali verjetno tale pogovor. Mi ne obsojamo. In najdete še kakšne vsebine na YouTube kanalu, poglejte zanimive tematike. Tako Aleksandra kot Roman sta že večkrat gostovala, tokrat prvič skupaj. In poglejte te tematike, poglejte še več in raziščite njuna razmišljanja, predvsem pa postavite se svojega.